placebo ste vi. Avtor knjige je dr. Joe Dispenza, za njim prevod v slovenščino in popotnico med pravce, pa je zaslužna naša brežiška založba Primus. Skupaj z njihovo predstavnico Mirelo Smajić bomo danes spoznavali pomembnost našega uma, k temu pa pridali še osebne izkušnje. Tudi v navezi z delavnico, ki je letos pozimi v sosednjem Zagrebu potekala pod vodstvom dr. Dispenza. Mirela, predajam ti besedo, radi ki bomo prisutni. Izvolite. Lep pozdrav, torej tudi v mojem imenu. Jaz sem si danes zamislila ta dogodek tako, da bi, ker bom delila svoje izkušnje z delavnice, da bi začela prav tako na način, oziroma predtem sem hodila zaradi kakšne posvete z delavnice, ampak seveda tega nisem smela storiti zaradi varstva avtorskih pravic, tako da to je pač odpadlo že tako v štartu. Pa sem pa razmišljala, kako bi pa drugače začela, ker sem resnično hodila, da v bistvu tudi v telesu začute, kako se lahko to stanje duha spreminja. In sem si potem zamislila, da bi dala kar en komad, na katerega bi vsi skupaj zaplesali in bi potem spremenili valovanje svojih možganov v alfa stanje, v katerem bi bili bolj sugestibilni in bolj v bistvu pozorni na to, o čemer se bomo danes pogovarjali. Ampak potem sem se tudi to premislila, zaradi tega, ker ste pričakovali, evo, točno za to. Jaz sem dala na načrtu tudi prevezo, da bi dali čez uši, da ne bi bil obremenjeni zunanjimi faktorji in da bi imeli ta obrat vase, ker ko nisi potem, da te nekdo gleda in opazuje, kaj počneš, si veliko bolj sproščen. Namen je bil pa predvsem v tem, da se sprostimo in da v bistvu iz tega potem izhajamo tisto, kar sledi. Ampak sem pač nisem to speljala, kot vidite, ker v bistvu smo ves čas napovedovali, da bo to pač pogovor, predavanje in potem zaradi tega smo pač to odločili, da to standardno varianto. Ampak, če vam je zanimivo, če bo kakšen interes, smo pripravljeni, da v bistvu razvijamo to zadevo in da probamo ne samo plesati, ampak tudi meditirati. Knjiga Placebo ste vi ima na koncu v bistvu kar nekaj takih meditacij, ki so drugačne od klasičnih meditacij, kot jih poznamo. Vse za meni so te meditacije drugačne in bom tudi povedala zakaj, kaj se je tam dogajalo. Tako da mogoče bi enkrat lahko naredila en tak dogodek, pa malo zaplesali, malo meditirali in probali reprogramirati svoj um. Mogoče se nam zgodi čudež, kako se dogajajo čudeži na delavnicah Dispenze. Torej, kdo je Joe Dispenza? Joe Dispenza je doktor kiropraktike. On pravzaprav ni sploh uradno znanstvenik, ampak je tako močen v tem svojem raziskovanju na področju, oziroma ne na nobenem konkretnem področju, ampak v bistvu združuje vsa ta dognanja z področja epigenetike, neuroplastičnosti in ogromno drugih ved, in pravzaprav dokazuje vse tisto, ko so veliki mojstri iz preteklosti, duhovni učitelji, mistiki, modreci, v bistvu na drugačen način skozi meditacijo dosegali torej ta transcendentalna stanja oziroma se povezovali s to najvišjo božansko inteligenco, s katero se je tudi njemu uspelo povezati. In njegova zgodba v bistvu je ključnega pomena in mu je resnično spremenila in se zadovoljala življenje, ki si ga ni mogel niti v najlepših sanjah predstavljati. Torej, kot mlad športnik je bil zelo aktiven in je v bistvu na eni tekmi, kot triatlonca, doživel zelo hudo nesrečo. Torej, to je bilo pri njegovih 23 letih, ko je v bistvu čist proti koncu tekme povozil terenc. In potem ne samo, da ga je povozil terenc, ampak je ta isti terenc pravzaprav vlekel še ne vem koliko metrov po asfaltu in pri tem je utrpel zelo hude poškodbe. Od tega, da so mu ledenca počela, da se nadrtenica začela sesedati, izpah noge, vse res najhujša možna oblika zlomov, kar si lahko predstavljate, Ivano doživel v tistem trenutku. In seveda so ga nujno odpeljali v bolnico, kjer smo zdravniki v bistvu povedali kar dosti realno sliko, da brez operacije hude, pa ne samo ene, ampak več operacij, pravzaprav sploh ne bomo
čemu je verjel že prej, ker to prepričanje in vero v to, da obstaja neka ta inteligenca, ki v bistvu ustvarja življenje in ki ustvarja vse, kar nas obdaja. Vseeno, ko se ti zgodi kaj takega, je strah vseeno prisoten. Ampak dejansko in v bistvu se odločil, da prevzame tudi to ozdravitev v svoje roke in da se spopade sam s tem problemom in najprej sebi pravzaprav dokaže praktično, da vse to, kar je raziskoval, če je verjel, da drži, da je res. No, in potem je šel domov, odpeljali so ga domov in je potem v krogu najboljših, ožjih krogu prijateljev, v bistvu ležal 9 tednov. No, in zdaj, torej, prva stvar, kar je to, da je on v bistvu že verjel in je bil prepričan v obstoj te inteligencije. In jaz mislim, da vsi med nami verjamemo, da je neka inteligencija, kar je vsemi nami, zdaj lahko imenujemo Bog ali pa kogarkoli, ampak nekaj je, kar v bistvu se skupaj ustvarja in drži, da je smisel. Potem se postavljamo vprašanje, kaj se je dogajalo. 9 tednov je trajalo, da je on potem dobesedno vstal iz postelje in odkorakal v življenje brez kakršnekoli operacije in brez gipsa, brez kakršnekoli posledica. Teh 9 tednov je izgledalo tako, da prvih 6 tednov se ni nič dogajalo na fiziološki ravni. V zadnjih 3 tednih pa se je začelo dogajati zdravljenje. Prva stvar, torej, zdaj gremo v bistvu skozi to njegovo ozdravitev, pogledati v bistvu, kaj je sploh potrebno, da naredimo to reprogramiranje uma. Torej, prva stvar je da je v bistvu verjel, da obstaja. Brez da bi imel to vemo ali prepričanje, da obstoja neka inteligencija nad nami, se nikoli ne bi tudi spravil v to situacijo, da gremo zdaj nekaj eksperimentirati s svojim umom, da bo ozdravel. Torej, bilo je neko prepričanje. Zdaj je to prepričanje moglo biti tudi v praksi. Druga stvar, on je bil res v hudih poškodbah in ni mogel hoditi, v bistvu ni niti smel poskusiti, zaradi tega, ker v momentu, ko bi to naredil, bi se mu sesegla hrbtenica in postal invalid. Tako da 6 tednov, zdaj se predstavljate, ležal na trebuhu, z glavo obrnjeno navzdol in je samo to v bistvu počel. Vse, kar je lahko počel, je bilo to, da se ukvarja svojim umom. Torej, preusmeruje pozornost iz zunanjega sveta v svoj notranji svet. Kaj to pomeni? To pomeni, da je v bistvu nehal se ukvarjati s tem, kaj se dogaja zunaj njega, ampak je probal vse, ki v bistvu vzpostavlja ta odnos s to inteligenco, povezati se z njo. Da mu je to uspelo, se je pa mogel prebiti skozi en kup enih podzavestnih in nezavednih misli, ki so se mu porajale, ko je pač ležal tam nepremično. Namreč 95% je nezavednega in nezavedno je tudi, torej to, kar je podzavestno, je tudi nezavedno, torej ne vemo, kaj se dogaja, samo pač se odzivamo. In on je lahko v bistvu kljub temu, da je imel to prepričanje, da mu bo uspelo, ko je ležal, so mu vseeno uhajale misli, ki so mu govorile, kaj se ti novo, kaj se pa sploh greš, kaj ne bi šlo na operacijo ali kaj. Tako da je v bistvu v končni fazi mogel zarazovati vse te svoje misli in pa njegova odločenost, da ne bo spustil nobeno misel mimo njegovega zavedanja, je bila v bistvu, kako bi rekla, taka z mislimi, ker je v bistvu mogel zelo vladati svojo pozornost in zarazovati v bistvu, kaj mu bilo v glavi. Torej, postavil si je namero, da bo pač se povezal s to inteligenco in potem njej predal v bistvu moč, da razvije načrt ali vizijo, kako bo potekalo to zdravljenje. Torej, ni se ukvarjal s tem, na kakšen način bo ozdravel, ampak je delal na tem, da se poveže s to inteligenco, ki v bistvu vedno ve, kaj je tisto v tistem trenutku, kar je za njega najboljše. In kar lahko bi mogoče ozdravel, pa veste, na tisoč in en drug način, in njegova zgodba potem šla v čisto drugo smer. Namreč kvantna fizika govori o tem, da je materija podrejena energiji, zaradi tega, ker je vse, kar je, v bistvu eno ogromno energijsko informacijsko
obstaja varianta, da ne bi ozdravel, da bi bil invalid, obstaja varianta, da bi ozdravel, da bi šel pač v drugo smer ali pa pač v to smer, da danes predava po celem svetu, ima nove delavnice. On v bistvu, sem to še zdaj premeco, da povem, on sploh v bistvu ta delavnica v Zagrebu, na kateri sem bila jaz trodnevna, te so zelo redke. On več ali manj v bistvu vodi 7-dnevne delavnice, na kateri so strokovnjaki tudi iz drugih krogov znanosti in delajo merjenje oziroma valovanje možganov in ugotavljajo v bistvu, kaj se dogaja s telesom, kakšne spremembe se dogajajo v telesu, ko smo v stanju meditacije, ko prihajamo, ne vem, iz beta, po alfa stanje, ali pa pol v teta, kaj pol se dogaja ta zdravilna izkušnja. Tako da, postavil je torej namero, da bo ozdravel in potem je dovolj, v bistvu s tem, da dovoli, ker tudi to je pomembno, ko mi torej določimo namero, da ozdravimo in ko se predamo tej višji sili, ki ima to brezmejno moč, na neki način moramo tudi dovoliti tej inteligenciji, da opravi svojo nalogo. To pomeni, da opustimo kakršenkoli nadzor ali pa kontrolo na tem, kaj se nam dogaja. Brezpogojno zaupanje inteligenciji in zelo težko, ker pač imamo v vsakdanjem življenju potrebo, da kontroliramo stvari, ker nas pač tudi za dobro življenje sili k temu, da skozi imamo nekaj pod nadzorom, kako se kaj odvija, ampak to je pač lažen občutek, ampak mi smo ujeti v ta film in to potem počnemo. Tako da njegovo je bilo to, da se pač poveže s to inteligenco, preda namero zdravljenja in dovoli tej inteligenci, da naredi svoje delo. To je bilo ključno. No in potem seveda nenehno zavezovanje svojih misli in seveda vsakodnevno posvečanje temu. On je zdaj v končni fazi ležal na posli in ni imel kaj drugega, kako razmišljati, ampak vsak dan je 2 uri intenzivno namenil temu, da se pač te poškodbe obnavljajo. Torej, predstavljal si je sebe, kako se sprehaja, kako v bistvu uživa življenje, torej ni imel zdaj, zdaj bomo zdravel, potem bom to in to in to, ne vem kaj, ampak v bistvu samo, ker njemu bilo prvega pomena, da ozdravi. Tako da vse, kar je delo, je v bistvu vizualiziral sebe, kako se sprehaja, kako, ne vem, gleda sončne vzhode, kako se tušira, kako skratka dela, vse tisto, kar lahko počne, če bi bil fizično zdrav. No, zdaj pa pridemo do enega zelo pomembnega dela. To, da si on vizualiziral, ali pa to, kar mi včasih mislimo, pa mislimo, da se nam bojo zdaj kar stvari uresničile, pa se nam ne, zaradi tega, ker to, kar mi vizualiziramo, se ne dogaja na čustveni ravni. To se dogaja v našem umu. Mi, ko razmišljamo o nečem, razmišljamo o stvareh, ki nam prihajajo iz naših čustev, naša čustva so pa naša preteklost. To, kar mi občutimo, se je zgodilo v preteklosti in na podlagi tega je v bistvu telo ustvarilo občutek, čustva so torej jezik telesa, misli so jezik možganov. Torej, telo ima neko čustvo, ki je pač posledica neke pretekle izkušnje. Torej, čustva ali kemični zapis ni nič drugega kakor preteklost. In to, da je on vizualiziral svojo prihodnost sebe zdravega, je mogel najprej pripeljati svojo energijo oziroma odpeti kakršnokoli navezanost na čustva in pa na misli, ki so prihajale iz preteklosti, zato da je usmeril pozornost na to, kakšna je njegova prihodnost. Ampak, to je potem prišlo, on je mogel najprej biti v bistvu navzočen, osredotočen v tem trenutku zdajanja. Ker edino v tem trenutku mi lahko zavezujemo svoje misli in jih zavestno spreminjamo in poskušamo ustvariti neko novo zgodbo, neko novo čustvo, neko novo vedenje, neko novo odločitev, ki nas bo prepeljala v bistvu na novo raven uma. Tako da ta navzočnost ali pa osredotočenost v zdravju dejansko pomeni biti nenavezan na preteklost, zavedati se sicer, da to je del nečesa, kar smo doživeli, ampak vadati prisotnost, ker edino lahko v tem trenutku kaj spreminjamo v sebi, v svoj glavi, v svojem telesu. No, in tako pridemo potem do zavesti, ki je zavedanje in zavedanje pa v bistvu namenjanje pozornosti. Tja, kamor namenjamo pozornost, tja gre
vežete prav, takrat se ne poraja nobena vprašanja, kaj pa, ali je res, ali ni res. Tvoje telo cel ti občutiš, da je, ker je v bistvu tvoj in tvoje telo sta povezana in skupaj sodelujete. No, seveda, osredotočanje, torej njegova naloga je bila v tem, da se osredotoča predvsem na tisto, kaj si želi, ne pa na tisto, kaj si ne želi. In zagotovo si ni želel razmišljati o tem, kako mu ne bo uspelo, kako bo invalid do konca, kako nikoli ne bo izhodil, ampak je predvsem namenil svojo pozornost temu, da hodi, ne da bo shodil, ampak da on hodi. To je pa tudi ključnega pomena. Boste videli, zakaj. Torej, 6 tednov je trajalo, da je on v bistvu zavezoval svoje misli, jih spreminjal, ni spustil, da gre noč mimo, torej, da bi podprl čustvo, ampak je probal res delati vsak dan je bilo lažje. Tlele je glavna stvar to, da ne zgodi se to čez noč, da bomo mi fokusirani, pa bomo to mislili, pa bomo začutili, potem se bo zgodila ozdravitev. Ja, v nekem takem okolju, ko je recimo delavnica dispense, ko greš na en teden, pa si intenzivno v programu, kar meditiraš cele dneve in potem tam se pa dogaja čudeži. Tako da tam, če imamo mi idealne pogoje, se lahko to zgodi. In jaz verjamem, da se tudi na te 3-dnevne delavnici marsikomu zasukamo življenje, meni se tudi, ne. Tako da, to, no, torej po 6 tednih, se je začelo pa končno dogajati zdravljenje, oziroma začelo se dogajati fiziološke spremembe. Po 6 tednih, ko je se zbudil in ko je začel vizualizirati sebe, se kar naenkrat nekaj usedlo vanga. In on je začutil, da je naredil pravo stvar. In je vedel, to je to. Izpostavil, meni kar mrzi, ko to govorim, ker res. Torej, izpostavil je ta odnos z inteligenco in se proces zdravljenja končno začel. Torej, še ko je občutil to v svojem telesu, ko je doživel to, da je zdrav kot izkušnjo, ki se je zgodila zares, je potem telo začelo ustvarjati oziroma aktivirati nove gene in za aktivacijo novih genov so se začeli ustvarjati tudi nove nevronske povezave v možganih, z novim načinom razmišljanja, z novimi misli so se začeli ustvarjati nova čustva, in tako naprej, se ni mogel še nekih konkretnih odločitev sprejemati, ampak zgodilo se, torej na čustveni ravni se je zgodilo točno to, kar se je moglo se zgoditi, da so se začele fiziološke spremembe dogajati. No, zdaj to povezovanje notranjega in zunanjega sveta. Naše telo ne ve, ali se nekaj zgodi zunaj, ali se zgodi znotraj nas. In to je ključna stvar. Torej, lahko se nekaj, mi ponavadi zelo reagiramo na dražljaje iz zunanjega okolja. Torej, če nas nekdo prizadane, se počutimo zelo slabo. Če nas nekdo pohvali, se počutimo wow. V resnici pa mi smo lahko sami svoj placebo in sami dajemo sebi ta ogenj in ustvarjamo te prijetne občutke znotraj nas. Tako da dejansko, če mi izkušnja se zgodi takrat, ko se zgodi na čustveni ravni, torej, če mi lahko dosežemo, da lahko začutimo to spremembo, ki jo proizvajajo naše misli, ki jih pač zavezujemo in zavestno ustvarjamo, moramo doživeti na čustveni ravni, da se res zgodi ta premik. No, na delavnici v Zagrebu, ko smo delali te meditacije, v kateri smo izpenjali torej svojo energijo iz preteklosti, smo dejansko potem, ko smo pobrali vso to energijo, smo vstopali v to kvantno polje neskončnih potencialov in dejansko predajali v bistvu svojo namero, ki smo si jo postavili pred meditacijo, da se pač uresničijo neke spremembe, ki jih potem bomo zaznali v osnovnem življenju. In nasplošno tako v bistvu gre, kadar želimo spremembe v svojem življenju, moramo to dejansko dodati čustva. Brez čustva, brez te čustvene nabitosti se ne zgodi sprememba na fiziološki ravni. No in seveda, potem so se, torej, ko se to vse dogajalo, so se začeli izražati novi geni in celjenje je bilo pospešeno. Predvsem je pa tukaj pomenilo to razumeti, da in snov nista ločena elementa, da naš absolutno vpliva na naš snov, torej na naše telo. In to, kar smo zdaj, v bistvu, kjer smo zdaj, je v bistvu odraz tega, kako zdaj
No, torej, po 3 tednih je popolnoma ozdravel in dobesedno vstal iz postelje in odkorakal novemu življenju naproti. In on vedno govori, da se nikoli ni predstavljal, da je počel to, kar počne, ampak dejansko je zdaj od najboljših predavateljev, ker to, kar v bistvu on prinaša, se za mene osebno zdi resnično revolucionarno, ker to je v bistvu področje stroke, ki prinaša še to dvome, ki potem naredi celo stvar celovito. No, ok, pa pogledamo zdaj v bistvu, kaj sploh je placebo. Placebo v dobesednem prevodu pomeni služiti, ali pa, služiti bi bil najboljši prevod. To pomeni, da v bistvu nekaj, čemu mi zaupamo, ima sposobnost narediti fiziološko spremembo v nas. To v bistvu nekaj vrste tudi fenomena. In Dispenza zanima v bistvu, ali smo mi lahko sami svoj placebo, ali res potrebujemo tisto kocko sladkorja, ki jo bomo zaužili, pripričani, da nam bo pomagala in potem nam bo res pomagala, ali lahko ustvarimo te dejavnike sami znotraj sebe. Tako da obstaja pa tudi drugi izraz, ki je čist kontra placebo, ker placebo nam omogoča, nam pomaga, nas zdravi, nam spreminja telo na boljše, zdravje. Obstaja pa nocebo, tisto pa je zelo škodljivo, zaradi tega, ker nocebo nam v bistvu povzroči ravno obratno. Torej, če verjamemo, da se nam, tudi če je ta stvar totalno neutralna ali pa zelo dobra, a veste, včasih sem se spomnila v osnovni šoli, ko smo se petek je bil, so se smejali, neki otroci blazno, in je rekel učitelj, ne se smejati v petkih, ker potem boš, ne vem, jogo poledelo. Mislim, neka taka brezvezna fora je bila. In potem iz ene take stvari, kogar je smeh, narediš tako dramo, da dejansko, a veste, on je avtoriteta, on je učitelj, jaz sem učenka, jaz nimam, kaj bom pa jaz, on še ve, da se ni dobro smejati v petkih. In če bi jaz to takrat sprejela kot neko prepričanje, ki bi se mi usidralo v telo, bi si lahko enkrat resnično manifestirala to v življenju, da bi potem, ne vem, če bi se v petkih smela, imela blazno zopran vikend, recimo, ali bi jokala cel vikend. Mislim, taka brezvezna fora, ampak tako deluje nocebo. Torej, če mi verjamemo, da nam bo nekaj škodovalo, nam resnično bo. In tega se pa ne želimo. Ok, torej spreminjanje stanja našega duha, stanje duha v bistvu kaže o tem, kako se deluje naše telo, se začne spreminjanje misli. Seveda, vse se začne z mislijo. No, zdaj pa pogledamo, kako placebo vpliva na možgane najprej. Na možgane torej deluje lahko skozi pogojevanje telesa. To zgleda tako, da možgani povežejo nek zunanji dražljaj z spominom iz preteklosti, da nam je to že pomagalo na fiziološki ravni in potem v bistvu, torej, naprimer, ko nas glava boli, in če smo navajeni, da ko nas glava boli ali ko imamo kakšne bolečine, da vzamemo tabletko, ne vem, lekadol, nalgezin, karkoli, potem se naše telo zapomni, torej, mene glava bolela, to sem zaznala, sem vzela tabletko in ta tabletka mi je spremenila moje notranje okolje, mi je naredila to fiziološko spremembo in je mene nekala glava bolta. Torej, telo si je zapomnilo izkušnjo, ki je resnično bila. In potem naslednjič, ko bom svet glava bolela, ko bom šla vzeti kocko sladkorja, bo lahko, čeprav jaz tega ne vem, čeprav so delali preizkuse, tudi ljudje, ki so vedeli, da gre za placebo, so se vsema dogajale fiziološke spremembe. Torej, ni nujno, da ne glede, ali vzameš tabletko ali pa kocko sladkorja, se zgodi ta fiziološka sprememba. To se pravi, če meni nekdo da kocko sladkorja, bo ravno tako učinkovala kot pač ta tabletka protikoličinski. Drugo je pričakovanje. Placebo se kaže recimo na način, da tisti ljudje, recimo, ko jemljajo protikoličinske tablete 2 časa, potem na neki točki ta učinek ni več tako močen, kot je bil na začetku, ker telo rabi
vedno več tega, da zadovolji to čustveno odvisnost od te kemije, ki se nam dogaja noter. In če recimo ne deluje, mi pridemo v zdravniku in zdravnik nam reče, pa veš kaj, jaz sem tele eno tako ful dobro zdravilo, ki je veliko boljše od onega prej, kar si vedno, pa nobenih stranskih učinkov, ampak so še, ne vem, še lahko tako ful, se ga doda, pa še to, pa še ono, in on je zdravnik, jaz sem pa pacientka. Da bom verjela, zdravniku, on ima avtoriteto, to, kar on reče, drži. In potem vzamem tisto zdravilo, ki je lahko popolnoma enako, ali ste sladkor, in moje pričakovanje tega, da bi bo naredilo še boljše, bo ustvarilo pogoje v mojem telesu, da se bo resnično boljše počutilo. Se prav sploh več ni fora teh tablet, teh for, kaj mi naredimo. V bistvu je pomembno, da zavestimo to, da naše telo lahko kadarkoli ustvari okolje, v katerem smo mi zdravi. To je pomembno. No, in ta tretja točka, kjer se odraža placebo na možgane, pomen ali delovanje za nas najbolj zanimiv, zaradi tega, ker to je pač to področje, tako se mi odločilo, da bomo nekaj spremenili, da bomo reprogramirali svoj postavimo namero, ki jo oplemenitimo s čustvi, torej začnemo čustveno doživljati to stvar, kakor da se nam je že zgodila, se potem dogajajo te spremembe. In ta tretja kategorija je za nas najbolj zanimiva, ker ta odgovarja na vprašanje, ali smo mi lahko sami sebi placebo. Ja, smo. Lahko smo. In v bistvu, tako kot smo že prej rekli, vse se začne z mislijo. Ko ozaveščamo nezavedne misli, v bistvu potem postajamo zavedni in potem lahko usmerjamo potek rojevanja novih misli v bistvu na način, da jih usmerjamo. In z novimi mislimi, torej z zavestno izbranimi misli, lahko ustvarjamo nove izkušnje. In ko ustvarjamo nove izkušnje, torej z drugačnimi odločitvami, ki jih sprejemamo, z drugačnim vedenjem, pride do novih izkušenj, iz novih izkušenj sledijo nova čustva, ki potem sporočajo spet možganom, da ustvarjajo še več misli, ki bojo podprle in potem smo v tistem, v čemer hočemo biti. Da bi pa to dosegli, moramo znati ločiti v bistvu področje znanega in področje neznanega. Področje znanega je zelo omejeno področje. To je v bistvu tisto, kar je nam poznano, to je na nek način tudi preteklost. In če smo mi sposobni, torej če mi več čas enako razmišljamo in vedno znova produciramo nove misli, nove gene na enak način, nova te nevronske povezave, v bistvu smo več čas v enem okviru. Ne moramo izstopati iz tega, zaradi tega, ker se skozi vrtimo v tistem, kar poznamo, ker se nam je že zgodilo, sem da to vedno znova podoživljamo v različnih situacijah življenja. In to je v bistvu to omejeno razmišljanje v škatli. Po drugi strani pa, če spet spremenimo svoje misli, spremenimo odločitve, izkušnje in čustva, potem v bistvu imamo to neomejeno razmišljanje, ki nam odpre vrata v nove svetove, kar se mi ne predstavljamo. In predvsem s tem se tudi dviguje naša raven uma. Širi se naša zavest. Vse več zavestnega in vse manj nezavednega. Dispenza na svoj delavnicah veliko krat govori, v glavnem potem govori o prečkanju reke sprememba. In da bi naredili to spremembo, torej da bi preklopili z enega načina razmišljanja v drugega, je ozaveščanje svojega nezavednega jaza, prva stvar. In zakaj mislite, da je tako težko sprejemati nove odločitve od tistih, ki smo jih sprejeli prejšnji dan? Točno to, zaradi cone obdobja. In kakorkoli v bistvu nismo najbolj zadovoljni s tem, ali razumemo ne vem kaj, se še zmeraj zadržujemo znotraj tistega, kar nam je znano, zaradi tega, ker tam se nam zdi, da je vse prav, ker tam se dogaja vse pričakovano, tam nam ni treba razmišljati ali pa ne vem kaj. To je pač v bistvu se ustvarja s tem nek lažen občutek varnosti, točno to, da smo varnosti. Ampak ta varnost je zelo vprašljiva. Potem, takrat se nam ne zgodi, da nas življenje zove, ker ta občutek, da smo mi varni v svojem obdobju, je zelo lažen, zaradi tega, ker katerakoli zunanja stvar, ki nam pride in v to cono obdobja nam poruši ta naš red, mi ta občutek varnosti potem zgubimo. Ni ga vidimo, da bi bila samo iluzija.
Torej, prečkanje reke sprememb v bistvu od nas zahteva, da popolnoma opustimo kakršnekoli predstave o tem, kdo smo mi. Ker vse te predstave in definicije o tem, jaz sem to pa to, prihajajo iz znanega, iz tistega, kar smo že doživeli, kar smo že čutili, kar smo že razmišljali, torej na človeka. In če se mi omejimo samo na to dojemanje sebe kot jaza, smo v bistvu ropani vseh možnih potencialov, o katerih spet zagovorimo, o katerih pričamo tudi mi sami. Tako da v bistvu je res potrebno popolnoma se spremeniti ali pa roditi na novo na nek način. Zdaj pa pogledamo, kakšen je učinek placeba na telo. Epigenetika nas uči, da nam geni ne narekuje usode. To ste verjetno že slišali, da v bistvu ni nujno, da se geni vklapljajo in da ta genska zasnova ne pomeni nujno, da bomo mi podedovali čisto vse, kar so naši imeli od prej. Lahko vse, če živimo v takem okolju, ki spodbujajo pač to zgodbo, v bistvu, ki jo prenašajo naši predniki, in če se mi naletimo na to, potem bomo točno te gene aktivirali. Ker bomo pač verjeli temu, da pač smo gensko zaznamovani in to je to. Ampak če mi prevzamemo zavest v svoje roke, potem v bistvu lahko sploh ne dovolimo tem genom, da bi se aktivirali in aktiviramo čisto nove gene, ki nas bo popeljali v to kvantno resničnost. Ker placebo v bistvu je naš dost kako resnično kvantna resničnost. To je resnično. Zelo pomembna stvar, ki vpliva na našo kemijo v telesu, je stres. Zdaj, stres, verjetno si lahko to vsak po svoje razlaga, ampak zagotovo vemo vsi, da to ni nič kaj dobrega. Stres nam vedno prenaša nekaj slabega v življenju. Zdaj, torej, poznamo fizični stres, ki prihaja iz travm, kemični stres, to je pa potem, ko ga doživimo, ko se nam sproža kemija v telesu, ki ni ravno ok za naše zdravje, in pa čustveni stres, ki prihaja iz čustev, kot so strah, zaskrbljenost, preobremenjenost. In ta čustveni stres je tudi zelo močen, ker povzroča čustveno odvisnost. Ali se tako, ko so odvisnosti od drog, od alkohola, od ne česa, obstaja tudi čustvena odvisnost, ki je vezana na kemijo, ki se nam dogaja v telesu. Namreč v tistem momentu, ko mi postanemo čustveno odvisni od te kemije, ki se nam dogaja v telesu, telo prevzame vlogo nezavednega uma. In takrat nas telo v bistvu vodi skozi življenje. Torej, telo bo v bistvu tisto, ko te postilo, da ne vem, ali pa ne dam začeti, da raj pa tle na kavču, da se malo spoči, se je buta čas, to je vaš nezavedni um, ki komunicira skozi vaše telo. Ali pa ne vem, nisi lačen, ampak si kar neki aktivnosti in potem tako sporočate, nekaj vzeti sladkega. In mi v bistvu brez, da bi sploh pomislili, ali je zravno to, odkje je zdaj ta nemir, ali pa kaj ostane nemir. To se pravi, da nas v bistvu telo nas fura skozi te zgodbe, naš nezavedni um. Zelo zanimiva povezava stresa z egom, to bi bilo tudi odkritje. Namreč stres v naše življenje vnaša to, da smo mi več čas v nekem preživitvenem načinu. Torej, takrat, kadar smo mi pod stresom, takrat vse v našem telesu, zaradi vsega, kar se odvija, zaradi vseh teh procesov, ki prihajajo iz možganov, iz čustv, iz te kemije, da nas sporočajo, da smo ogroženi, da je naše življenje ogroženo in da moramo zbežati, da se moramo boriti. Torej, tisto čustvo, ki je najbolj primarno, kaj je nagonsko že v bistvu. In takrat, kadar smo mi v nevarnosti, takrat ne bomo razmišljali o novih odločitvah, o novih mislih, o novih čustvih in o kvantnem polju in o novih resničnosti, ampak bomo vse znanje izkoristili za to, da se rešimo. In takrat v bistvu stopi na oder ego. Zato, ker ego v bistvu ni naš drugega, kakor varovanje. Ego ima v bistvu to vlogo, da nas varuje. Torej, če smo mi pod stresom, če smo skozi pod vplivom stresnih hormonov, mi krepimo naš ego, ki potem prevzema vlogo tega, da nas brani. To se pravi, da postajamo bolj sebični in ne vem kaj še, vse, pač kar ego prenese. Ampak ego v bistvu hoče nas rešiti in se pač krepi. Bolj, ko smo umirjeni, bolj, ko nismo to pod vplivom
vplivom zunanjih držav in nam povzročajo stres, bolj se nam razvijajo čustva, kot so prijaznost, srčnost, odpira se nam srčna čakra, bolj smo mehki, bolj smo pretočni, bolj smo zdravi, bolj smo usklajeni z življenjem samima. Tako da v bistvu stres in ego sta zelo povezana. No? In še ena izjemno pomembna stvar je pa hvaležnost. Hvaležnost tudi v kontekstu tega, ko v bistvu torej si predstavljamo to neko svojo prihodnost, ko želimo podoživeti izkušnje sebe v prihodnosti in ko poskušamo to uresničiti na čustveni ravni, je zelo pomaga občutek hvaležnosti. Mogoče je to nek manj trik, ampak če razvijamo ta občutek hvaležnosti, potem se mi odzivamo, naše telo se odziva, ker je pač navajeno, da kadar nekaj naredimo ali nekaj dobimo ali kaj smo hvaležni. Torej najprej se nekaj zgodi, potem smo mi hvaležni. Tukaj pa fora, da večkrat prelisičimo telo, se ne možemo prelisičiti, ampak dejansko, da krepiš ta občutek hvaležnosti, ker s tem v bistvu sporočaš svojemu telesu, da se je nekaj že zgodilo. S tem lahko pospešimo proces. Tako da definitivno vse te čustva, ki so prijetna, ki nam vzbujajo tako eno prijetno vplivanje, so zaželena tudi z tega aspekta, da v bistvu smo bolj v stiku z življenjem. V celi tej zgodbi je pa meditacija ključnega pomena. Na začetku sem vam povedala, da bom tudi razložila, zakaj za mene ta izkušnja meditacije na distanci bila tako posebna in drugačna. Namreč jaz sem vedno govorila, da sem tako za sebe, to je bilo moje prepričanje, seveda spreminjam. Da jaz lahko meditiram tako, pač, jaz ne moram se pač usesti pa meditirati, da bi to nekaj položaj, tako ne vse me nekaj strbi, pa ne vem, jaz sem pač motoričen tip, jaz to moram, jaz meditiram, tako vedno sem govorila, jaz to meditiram, jaz še skozi meditiram, jaz ko kuham meditiram, ko pomigam posodo meditiram, ko sem z otroci meditiram, jaz sem skratka skozi pod meditacijo. Ampak v bistvu, ja, to je ena oblika meditacije, zaradi tega, ker v bistvu vadiš prisotnost, to je ključnega pomena, da tisto, kar počneš v tistem trenutku, da se pristvarja. In to je v bistvu, tako sem si jaz razumela, meni bo to top, jaz nisem vedela, da obstajaš nekaj naprej. No, potem pa prijem na delavnico in ugotovim, da v bistvu, ja, to je fora, da te bote, ti reči, moj, kad je futino tako neugodno, da je spremen položaj. In v bistvu to je ta moj nezavedni kar nas odbija, ker pač on noče zdaj nekih novih sprememb, in meditaciji na kavču, v lotosnem položaju, ali kakšnem koli položaju, ker je poterica zravnana in da spremir. To je zame nekaj novega, jaz to pač nisem bila sposobna. In je tudi v bistvu, on je pa rekel, da ravno to, ko vam telo začne pesek na vles poročati, morate v bistvu presežiti vpliv telesa in opoj v končni fazi, da naredite ta premik. In valjda bo neprijetno, se ne bo super, ko telo jo, koliko je super tale položaj, pa te bo na vso silo preprečevalo, da obupaš. Tako da meditacija v nekem, on priporoča, da se pa že najdemo nek kotiček v svoji hiši, v svojem domu, ki ga posvetimo prav tej kvantni meditaciji, ker bomo mi ustvarjali nove bolj svetle različice sebe, da ga posvetimo in da vedno, ko gremo tja, v bistvu dobesedno treniramo to relacijo med sabo in tem prostorom in postavljamo na mejo in pol čez čas, ko gremo tja, se naše telo že postavlja za to neko ustvarjanje nove prihodnosti. Tako da smisel meditacije, pa kot sem že na začetku povedala, je predvsem ta, da umirimo svoj na način, da ne razmišljamo o preteklih izkušnjah in o preteklih dogodkih in čustvih, in da potem v bistvu to pripeljemo v sedanji trenutek in potem se povežemo s tem kvantnim polom, tako da črpamo v bistvu vizijo, ta višja sila komunicira potem z nami na način, da se nam neke čudežne stvari potem lahko zgodijo. Kdaj meditirati, dispensa zelo priporoča meditacijo, recimo ob 4 zjutraj vstaja. Eni so pač jutranji tipi, zdaj gre za to, da si naredite tako, kot vam paše. Mogoče bi bila bih to fora kontra, če meditirate zjutraj,
zvečer. Jaz recimo, ne vem, zjutraj imam pač ene druge obrede, tako da raje grem zvečer meditirati, ampak ni nujno, da bom to kdaj zamenjala, ker v bistvu nočem iti po tem, kaj mi je bolj ugodno, kaj mi bolj paše, ampak čisto, da testiraš, ker v tem smislu potem bi mogel biti človek neutralen, da se ne bi, če nisi torej odvisana, potem je najčisto vseeno, ako počnem zjutraj ali zvečer, tako da eksperimentirajte na tak način. Sem pa danes zasledila eno zelo tako, ne vem, kako bi rekla, čudno stvar, ki bi jo zdaj podelila z vami, ker sem videla, torej vse te stvari, ki jih danes govorimo, so naravne, meditacija je nekaj najbolj naravnega. Danes sem pogledala na eno znanstveno oddajo, ker sem videla, da zdaj imajo znanstveniki že nekakšne napravce z elektrodami, ki jih uporabljajo za zdravljenje ljudi, ki imajo epilepsijo ali pa kakršnekoli druge zdravstvene težave, ki so vezane na nepravilno delovanje možganov, da nastavljajo noter, torej v možgane to napravo, ki predvidi, da bojo se začele neke nenormalne povezave dogajati, in potem, ko predvidi to, v bistvu se aktivira in spet preusmeri signal, da spet normalno ravna. In to se zdaj super sliši, če pomislimo v bistvu na te oblike bolezni, kot so epilepsija in podobno, ampak se pa potem postavlja vprašanje v bistvu, koliko je to naravno, koliko je to človečno in kaj vse za sabo potegne. Torej, če bomo mi na umetni način dosegali spremembe v možganih, bomo spet oropani vseh drugih čustev, vsega tega, kar nas dela človečne. Vse je moj pogled, tako. Bila sem pa resnično šokirana, kako ta tehnologija napreduje in kaj vse danes lahko že delajo in izvajajo. To ni zdaj več neka prihodnost, to se resnično dogaja in je vprašanje zdaj samo, kako hitro rekli so, pa da to še zmeri ni čisto, nima vsak dostopa, ampak če bi pa to spustili in sprejeli na tej družbeni ravni, bi v 85 mesecih bi cel planet bi deloval v bistvu kot kiborgi, ali ne vem, kaj so to hibridi, to sploh niso več ljudje, če jih lahko z elektrodami. Kaj potem, ko se pojavi virus? To je bilo tudi odprto vprašanje nastalo. V glavnem, meditacija je ključna, v bistvu, ki nam pomaga tudi v nekih stvareh, ki nam lahko omogočijo boljše življenje. No in zdaj, to sem samo zdaj za konec v bistvu še pustila, da pogledate v bistvu, katera možganska stanja obstajajo, od najpočasnejših do najhitrejših. Torej, delta je tist, ki se res pač ne zavedamo. Teta je pa v bistvu, jaz sem dodala tam lucidno sanjanje zaradi tega, ker v knjigi piše, da je takrat je buden, telo pa spi. In sem se spomnila na to zavestno sanjanje ali pa lucidno sanjanje, ki so ga nekateri ljudje zmožni. In to je odlično, ne vem, poznate to se mi zdi res odlična stvar, s katero lahko vadimo, pač kako lahko spreminjamo po teh dogodkov in vsega, kar se nam dogaja. In to stanje lahko delamo hipoma, zaradi tega, ker je tam drugačna struktura energije in se naravno manifestirati v snov, ne rabi se to opustiti, zato se isti moment, ko nekaj pomislimo, takoj zgodi. Zato se nam pa tudi ne zgodi tako hitro v osnovnem svetu, ko nekaj pomislimo. Se Bog ne daje, ker je na naše misli, kaj vse bi ustvarjamo. Torej, najbolj smo mi pogosto, torej mi smo, ko smo budni, ko se zbudimo, smo v tem beta stanju, zavestno mišljenje, potem pa, ko v bistvu se umirimo, recimo, če bi danes naredili ta eksperiment s plesom ali pa kaj, bi mi prišli v to alfa stanje, ki pa spodbuja, da mišljijo, te odpira, si bolj dovzetam, da je bil za stvari, in potem seveda je pa pol še gama, ampak do gama stanja je pa tudi ena taka pota, tako da treba se prilita. Skratka, dispensa resnično v knjigi Placebo ste vi dokazuje, da imamo brezmejne možnosti in sposobnosti, in da v bistvu prvi korak tega, da sploh to verjamemo. Verjemite mi, da boste verjeli, ko boste knjigo prebrali, ker knjiga je učbenik. To ni več sploh priložnik, to presega vse.
In če ne drugega, v bistvu meni recimo dalo ogromno širino še v tem razumevanju, kako je to vse povezano, recimo, ne, kako misli vplivajo na vedenje, v bistvu, kako se mi porodi neko čustvo. Zdaj, ko se mi porodi neko čustvo, sem čakam, kdaj mi bojo začele prihajati te nove misli, ki bojo, ne boš, pa jaz to spremenim. Tako da, ali pa recimo, ne vem, da greš ustvarjati namenoma nove izkušnje, tako je čisto nore lepe izkušnje, tisto, da si privoščaš nekaj, kar ti bo preneslo neko radost. In s tem v bistvu spet navajaš na drugo raven bivanja. Tako da, resnično to, o čem mi verjamemo, v kaj smo prepričani, se odraža na naših življenjih še debelo, v bistvu najbolj to vpliva. Predvsem je problem res tam, da živimo v takem tempu, ki nas tako spodbuja, da se zahakljamo se tam in ampak da ga poganjamo še bolj. In dobro se je v bistvu izpet iz tega in prisluham si. Jaz to nisem dolgo razumela, resnično, jaz sem vedno tako, čak jaz moram za nekaj narediti, v tem sem bila jasna. Zdaj sem pa zadnji čas, od tega ravno sem prej učim te umetnosti nedelovanja, kar ne pomeni, da sem pasivna, pa da nič ne počnem, ampak predvsem počnem stvari na drugačen način, torej ne s tisto energijo moram, pa to bo pa tako, ne vem, kad delaš tistem zihto, pa tako čim hitreje, ampak tako lepo čas mirjeno, ker ne želim prenašati tisto, kar počnem, tisto energijo. Tako da mi je to wow, meni je to resnično sprememba, ker ni zbora, koliko obveznosti moraš narediti, koliko moraš nalogo praviti, ampak koliko ti uživaš na tej poti. Halo, nismo pozabili, da je pomembno, kako se počutimo, ko delamo stvari in ko živimo. Tako da dajmo se to vprašati. In verjemite, ne bo se življenje ustavilo, če bomo mi to delali danes ali pa jutri ali pa pojutrišnjem. Ali pa mogoče sploh ne bomo, ker nam niti ni namenjeno. Ker če nas ena stvar ne počaka jutri ali pa pojutrišnjem, sploh ni bila naša. To Ošo tako dobro reče, nikoli se ne bojte, da ste zgrešili cilja, kajti če je stvar vaša, vas bo našla zagotovo. Tako da se ne obremenjujemo s tem balastom, ki nam ga nalaga družba, da moramo to in da moramo naš naravno. Moramo v bistvu predvsem biti srečni in zadovoljni. To je naša glavna naloga, naše poslanstvo. In tega pač, na to se moramo spomniti, čim večkrat. Tako. Hvala lepa.